skrušeno se posipavam s pepelom, ne. No, ampak, kaj naj rečem, čudno je že to, ne, da ne samo, da je on antisistemski, ampak čudno je že to, da parlament vodi, da je za predsednika parlamenta izvoljen predsednik najmanjše stranke in najnovejše, da tako rečem, ne, z najmanj parlamentarnimi izkušnjami, ne. To je že samo po sebi čudno, ne. Poslušajte, berite in klikajte Večer za vikend, ker smo z vami in za vas tukaj vsak trenutek. Zdravo, poslušalke in poslušalci, gledalke in gledalci in seveda bralke in bralci Večera. To je Večer za vikend. Dobrodošli v našem tedenskem podcastu, v katerem se ponovno vračamo k politični analizi, kajti kot smo prešteli, preden smo se dobili tukaj za to, tokrat okroglo mizo, da je pravzaprav en mesec od slovenskih državnozborskih volitev. Ampak preden greva k razpravi z našim gostom, urednikom in kolumnistom Markom Crnkovičem. Marko, zdravo. Zdravo, Matija. Bi povedal še to, da smo seveda zelo veseli vaših odzivov, tega, da nas spremljate, da nas delite, da nas všečkate in da nas kdaj tudi kritizirate, polemizirate z nami ali kakorkoli. Vsak vaš odziv je zelo dragocen, zato da bomo v naslednjih epizodah še boljši. Sedaj pa se spravimo k delu. Torej, ko izhajamo, bo 17. april, torej malo manj kot mesec dni oziroma 4 tedne od slovenskih državnozborskih volitev, ki so bile 22. marca in ki so, Marko, karte razdelile tako, da nič več ni tako, kot je bilo. In kaj se je zgodilo vmes, če kratko povzamem, nič zelo dramatičnega, razen tisto, kar je bilo zelo dramatično. To je bila ustanovna seja Državnega zbora prejšnji teden, prejšnji petek, ki je po veliki noči prinesla novega predsednika Državnega zbora, presenetljivo, nepresenetljivega vodjo resnice oziroma resni.ca, to je Zorana Stevanovića. Robert Golob je v uvodu povolilnega dogajanja nekako še samozavestno zatrjeval, da bo Barko, kot se je poetično izrazil, pripeljal varno v pristan. Danes je o tem, da bi lahko v Sloveniji gledali še vlado pod njegovo taktirko že torej stavnice mu ne kažejo več tako dobro, zdi se, da se za kulisami v bistvu že odvija vse v smeri Janše 4.0. Zato pa, Marko, zdaj mogoče ti postavi koordinate, preštej čete, ranjene, neranjene in tako naprej. Kako vidiš skratka te prve 4 tedne po volilni nedelji? Ja, pravzaprav se je začelo s tako imenovano vlado narodne enotnosti, ki jo je obljubljal oziroma napovedoval, si jo želel pravzaprav Robert Golob, ne, misleč, da bo to zvenelo tako urgentno in državljansko, patetično in konstruktivno, da bojo vsi za to in da se bojo mu vsi pridružili. Le v kupu Boga. Ja, ne, in da skratka, to je bila v bistvu PR poteza, češ ustvarjamo ta vtis urgentnosti, ne, ki sicer po volitvah vedno obstaja, ne, ampak skratka, s to vlado narodne enotnosti oziroma seveda s samimi razmerji sil, kot so se pokazala po volitvah, ni bilo z tega nič, ne, ker so pač vztrajali naprej te bolj ali manj desne stranke, da pač z Golobom ne grejo, ne. Pri tem je prednjačila Nova Slovenija, seveda, ne. Ja, ker Logar ni, ne, Logar igra še vedno tako, ne, nek med dvema ognjema, rahlo, ne, vmes, pogaja se torej z Golobom, na drugi strani trdi, da od Janše nekega vabila pravzaprav še nima, čeprav je glasovanje o Zoranu Stevanoviću na čelo Državnega zbora izrisalo te obrise koalicije, ne samo to, ne, celo glasovnice so si pobarvali z nekimi križci, krožci in vsem ostalim. No, to tudi bilo dosti smešno, ne, oziroma smešno. To mogoče premil izraz, ne, to označevanje glasovnic, ne. Čeprav, ne, po drugi strani, ne, to, da so
poslanci po zakonu neodvisni in da ne smejo sprejemati navodil od nikogar, niti od svoje lastne stranke oziroma od predsedstva stranke, ne. To pač je malo čudno, ne, da zakaj potem morajo označevati. Ne. To pomeni, da ni zaupanja nekega, ne, da Res je. znotraj teh strank, ki so to počeli. Preštele so se in nekako si niso Preštele so zaupale, da se. bodo prišle do teh famoznih 48 glasov. Ja, za vsak ne, o slučaj, katerih ne, se je da ne bi govorilo. slučajno kdo ne vem, Izstopil iz tega izkazal vlaka, kot, ne. izdajalec. Ampak na drugi strani pa ne, desnica opozarja, ne, zdaj se zgražate na veliko na tem, da smo si mi, ne, čeprav ne priznajo, ampak okej, da so se nekateri označevali volilne lističe, ampak dve stranki jih pa nista niti prevzeli, kar je prav tako na nek način seveda discipliniranje in kontroliranje lastnih poslancev. Ne. Ciril Ribičič v Večeru je rekel, ne, sramota je, da se poslanci prvič, da se označujejo in da se pustijo na ta način seveda kontrolirati. Ja. In da je mejno tudi to, da sploh ne prevzamejo glasovnic. Ne. Tako. Kar je tako po zdravi pameti še bolj iracionalno. Ne. Zakaj pa ne? Izvoljeni so bili za to, da glasujejo. Proti, Ne. če si proti, glasuj proti. Ne. Mislim, zakaj pa ne bi glasoval? Ne. Mislim, nerazumljivo. Ne razumem. Mislim, to je ta neka čudna politična logika, levica gora dol, ampak mislim, zakaj hudiča ne prevzamejo glasovnic in ne glasujejo proti? To je jasen statement. Mi smo proti Stevanoviču, kar mislim, o čemer sploh ni bilo dvoma, ne, valjda, da so bili proti, ne, in Svoboda je bila proti, no, Svoboda je vsa glasovala, ampak zakaj levica ni prevzela glasovnic in glasovala proti? Mislim, Zdaj, to je smešno. Okay. Na eni strani imamo torej Goloba, ki vodi neke pogovore, pogajanje, čeprav zdaj seveda, bom rekel, optimizem je pomembno splahnel o njegovih realnih možnostih, da ponovi mandat. Na drugi strani seveda Janša očitno na nek način še čaka, ne, da bo se mogoče ta prvi krog glasovanj v državnem zboru, če bo do njega prišlo, seveda odvrtel. Ampak preden greva na ta preigravanja, se ustaviva še za trenutek pri Zoranu Stevanoviču. Ne. Na nek način gre za nek prelom z dosedanjimi praksami tega, kdo vodi državni zbor po svoje, nek specifičen lik, torej vodja antisistemske, anti-establishment, vsaj na retorični ravni stranke, na čelu sistema, političnega sistema, torej človek z neko hipoteko nečednih preteklih ravnanj in človek, ki je izšel iz neke, bom rekel, relativno perfidne politične trgovine, na podlagi katere očitno nastaja nova slovenska vlada, je zdaj prvi med enakimi v hramu demokracije. Yeah. Glej, ti si bil zelo skeptičen, ne? Tudi narobe si celo napovedal. Jaz sem čisto falil. Ja. Resnica ne bo prišla v parlament, ne? Prišla je in ne samo to, da je prišla v parlament, zdaj vodi parlament. Yeah. Kaj praviš? No, kako zdaj revidiraš svoja videnja stanja slovenske politike? Skrušeno se posipavam s pepelom. No, ampak kaj ne rečem, čudno je že to, ne, da ne samo, da je on antisistemski, ampak čudno je že to, da parlament vodi, da je za predsednika parlamenta izvoljen predsednik najmanjše stranke in najnovejše, da tako rečem, ne, z najmanj parlamentarnimi izkušnjami. Ne. To je že samo po sebi čudno. Ne. Predsedniki parlamenta so ponavadi člani bodisi zmagovalne oziroma ali pa druge koalicije. Ali vsaj drugouvrščene stranke. To je bizarno. Ne? In tako da je pa seveda res, da po mojem smo zdaj vsi šokirani, da je Stevanovič postal predsednik parlamenta zato, ker je s tem najverjetneje omogočil formiranje desne vlade. Ne? To je seveda res, ampak to je obenem tudi razlog, da smo zdaj vsi kao zgroženi nad tem, kaj se dogaja. Ne? Je pa res nekaj, ne? In po mojem tudi zaradi tega pripisujemo malo preveč pozornosti
preveč pomena temu, da je Stevanović sploh postal predsednik parlamenta. Ne? Vseeno gre za drugo funkcijo. Ja, gre teži, po protokolu. Ajde. Formalno gre Teži, po protokolu za drugo funkcijo v državi, po teži pa seveda ne. Mislim, Stevanović sam je do zdaj se izkazal kot človek, ki veliko govori, v resnici pa tega seveda ne. In ravno tako mislim, da sprejema čestitke od Rusov in sumljivih Srbov, srbskih politikov. No, ampak mislim, so what, ne? Mislim, se on ne bo šel v Moskvo. Ne? Mislim, po mojem, kdorkoli bo že mogoče šel privatno, ne? Ampak kar je bi bilo tudi že dovolj. Mogoče pa kot predsednik Vaterpolske zveze. Kar bi bilo že to dovolj čudno, no? Ampak mislim, da kdorkoli bo zunanji minister, mu bo to nekako preprečil in tudi če bi on šel... Logar, zunanji minister, ne? Ja, ne? Ampak Logar tudi ni ravno proruski, ne, kot Stevanović. Absolutno ne. Stevanović je naiven. On zdaj misli ta grda Evropa, namesto da bi se pogajali s Putinom, ne, ki je res da naš sovražnik, no, se ne rečem, da on zagovarja rusko agresijo na Ukrajino, ne, ampak on je naiven. On misli, da se pač treba pogajati, ne, tako kot se zdaj, ne vem, se tudi s Hitlerjem ni noben pogajal, ne, oziroma, ko je bila vojna, ne, in noben ni šel v Berlin pa zdaj neke dile tam sklepal s Hitlerjem. Ne? In pač, ne vem, to je sporno. Da? Ko je vojna, se to ne dela. Ne greš ti k agresorju in ga tam poskušaš prepričati, da ni fajn, da se gre vojno. Ne? To je to neumnost. Ne? Ampak na nek način lahko ugotoviva, najbrž, da je resni.ca zmagovalka te prve etape povolilne trgovine. Dobili so v bistvu več, kot so lahko pričakovali, čeprav slovenski parlamentarizem ima kar dolgo zgodovino teh izsiljevalskih manevrov najmanjših strank, tako imenovanih jezičkov na tehnici, ki so vedno iztržile kar precej. Ampak na eni strani je seveda Janša demonstriral, da mu seveda oprostite izrazu, dol visi za mesto predsednika državnega zbora. Sem si pa lahko predstavljal na drugi strani, da bi si recimo Nova Slovenija seveda z Janezom Ciglerjem Kraljem denimo kar precej lahko želela tega položaja, pa so na koncu seveda v funkciji politične spremembe, kot pravijo, torej vzpostavitve desne vlade. To že skoraj težko govorimo o desno-sredinski vladi, torej desne vlade z skrajno desnim momentom, mogoče celo z zelo populističnim momentom, da bo do nje sploh prišlo. In kar se zdaj še kaže, Stevanović ni nujno, da bo sploh del te vlade. On samo mora na tem ključnem glasovanju, ki bo prispevati svoje glasove. Že, ampak tu bi upozoril na kolumno Vesne Godina, ki je napisala, da mogoče pa ta vlada res ne bo Janševa. Mogoče bo postal mandatar Vrtovec iz NSI. Jaz si ta film težko predstavljam. Tudi jaz si ga predstavljam, ker noben si ne zna predstavljati, da bi Janša kar naenkrat odložil delo in dal nekomu to priložnost. Čeprav, kot so ona trdi, kaj bi pa Janša pol delal, to, ko dela zdaj, vladal bi, bil pač te manevre smo na Poljskem videli, ampak nisem ziher, da se da... In pač, in če bi se to zgodilo, bi seveda verjameš ta scenarij. Ti pomisleki, možen je malo verjeten, ampak možen, hipotetično bi se vse išlo, ker potem niti Logar in Stevanović bi imela bistveno manj pomislekov glede tega, da gresta v to
kao Janševo vlado. Ne? Ja, ok, zdaj dajva še to analizirati, preden se lotiva še slovenske politične levice in leve sredine. Torej, ne, Vrtovec, omenil si ga, je kar srborit, freht, bi rekli na Štajerskem celo, ne, aroganten, kot da je tako rekoč zmagal volitve, čeprav je v bistvu njegova koalicija dobila nekaj več, kot je njegova stranka prej dobila sama, solo. Torej nekega strašnega preboja Novi Sloveniji, če tudi je bila obložena z SLS-om in Fokusom, ni uspelo. Na drugi strani Logar, ne, so maske res dokončno padle, to je zdaj zadnje vprašanje in da je bil v resnici ves čas to Janšev projekt, torej oziroma sinhroniziran projekt, ker bi lahko recimo Logar v nekem dogovoru z Golobom zase, torej za demokrate, prav tako iztržil mesto predsednika državnega zbora. Ne? Golob in Svoboda sta bila pripravljena podpreti torej, Logarja, oziroma Logar seveda ni bil izvoljen, ampak njegovo stranko pri tej operaciji. Torej, Logar Vrtovec, zdaj mogoče... To, da so inštalirali Stevanoviča, je ta scenarij izključilo. Ne? Zdaj, pač, če Golob ne more sestaviti vlade, oziroma lahko bi jo sestavil, če bi bil z njim in Logar in Stevanovič, ne? Kar zdaj verjetno odpade. Ne, potreboval bi, ja, seveda, ne, poleg tega Logarja, ne? Logar, ja, ampak Logar tudi izključuje levico, ne? Tako. Kar še dodatno komplicira. Ne? Tako da, verjetno bo kar tako, no, mislim, po mojem, no, Bog pomagi, no, jaz pravim, bomo že preživeli, enkrat smo že, pa bomo še enkrat. No, ampak vseeno, te pozicije, ki ste jih zavzela, Vrtovec in Logar, so te presenetile v čemerkoli, sploh Vrtovec je. Mogoče celo njemu lahko reči, da je transparentno, on ves čas govori. Oni so za spremembo in za desno vlado, ne, in niti niso šli na nobenega izmed to je res, neko dosledne so, ja. Če tudi pač tu kaže, da so se precej ponovno sprijaznili s tem, da bodo pač neko pomagalo v velikem, bom rekel, projektu Janeza Janše, ki bo četrtič očitno vodil slovensko vlado, razen če ne bo prišlo do kakšnih takšnih presenečenj, o katerih si prej govoril. Ni slabo biti druga violina, ne? Ampak misliš, da se še karkoli to zadevno lahko zgodi, ne? Se lahko iz črne kocke še kaj izvali, ne? Torej, ne, nekako seveda namigujem na predvolilno afero Black Cube, ne, ki jo zdaj preiskujejo neki organi, je tu še možen kakšen preobrat, se lahko predsednica republike bolj aktivno vmeša v to povolilno dogajanje, ne, mandat lahko podeli, torej, oziroma ga ne podeli, ne, v tem primeru recimo Janezu Janši, ampak to seveda ne prepreči sestave nove vlade, kakorkoli, predvsem pa bi tudi za predsednico v naslednjem njenem volilnem letu bilo verjetno bolj komotno, če bi bila na oblasti politična desnica, ker bi se lahko predstavlja kot nek zadnji branik in antipod. Ne. Misliš? Seveda, ne, da ne bo še ene, torej da ne bo vseh funkcij pomembnih v politični geografiji Slovenije zasedala politična desnica, ne? Ona bi se lahko bolj kot leva kandidatka prodala nasproti. Lahko bi se, ja, mogoče bi se res lahko boljš prodala, je pa res, da bi to mogoče pripeljalo še do večjega vzpona desnice, oziroma da bi se to volilno telo nasplošno še bolj na desno. Si pričakoval, da se bo tako nagnilo v desno, kolikor se je, ne? Golob je sicer volitve dobil, ne? Ampak zdaj v seštevku, ne? Resnica je desna stranka po svojem programu. Ne? Po mojem se to volilno telo ni tako zelo premaknilo na desno, ampak je to bolj zasluga teh nergaških kvazi levičarjev, ki so načeloma bili čisto za Goloba, zlasti ne, pred 4 leti, ampak ker jim nikoli ni nič prav, ne, ki se vedno potem s časoma distancirajo od oblasti, ne glede na to, kdo na oblasti je in ne glede na to, ali so jo sami izvolili. Ne. Tako da mislim, da je izid teh volitev posledica tega splošnega, ne čist definiranega nezadovoljstva, da ne rečem nergaštva, ki v Sloveniji obstaja. Ne. Na levi sredini, mislim. Na levi sredini. Levo-liberalno telo. Ne. To so pač neki
mainstream državljani, ki se načeloma ne zanimajo zelo za politiko, ki imajo mogoče tudi res nek odpor do desnice in do SDS, do Janše, ne, zato je ta odbojnost, o kateri vedno govorimo, ne, ampak so pa večno nezadovoljni. In so ostali doma. Ne, niso ostali doma, ampak so iz neke lahkomiselnosti ali da rečemo objestnosti šli na desno, pač volimo malo desno. Ja, ker desnica v absolutnih cifrah je šla navzgor. Medtem ko so nekateri zelo levi volilni okraji imeli nižjo volilno udeležbo od povprečja in od pričakovanja. Tudi doma so ostajali, verjetno, seveda je. Ampak, recimo Maribor center, Ljubljana center, recimo dva zelo urbana volilna okraja. Sta imela kar nižjo volilno udeležbo, kot je bilo mogoče pričakovati. Sploh, glede na to, da so to bile trdnjave levo-liberalne politike, ne, na nek način. Ja. Ampak dobro, ti praviš, da takšnega zelo dramatičnega obrata v desno ni bilo, ampak če bomo imeli... Izid kaže, da je bil, po prepričanih pa mislim, da ni prišlo do takega obrata, kot ga kaže rezultat. Kaj pričakuješ, če bo torej Janez Janša sestavil še vlado četrtič, to bo vlada neke nove politične generacije, razen njega, seveda, ki je večen, neki novi klinci v gradu, ali kakorkoli, bo kaj drugačna, pričakuješ torej res, bom rekel, en pohod skozi institucije? Ja. To bo vsekakor spet protesti, ali kolesarski, ali na skirojih, ali karkoli, mislim, neka update. Zdaj je sezona, ja. Bo tega, ne, in tako da verjetno bo karkoli bi desna vlada ali bo naredila, karkoli bo naredila in ne bo naredila samo slabih stvari, to je, mislim, bi bilo res krivično pričakovati, da bo vse narobe, kar bo delala, ne? Ampak karkoli bo naredila, bo spet ta mainstream državljanski na čelu z mediji in temi večnimi nezadovoljneži interpretiral kot neko maščevalnost, kot popravljanje napak, kot revizionizem, kot revanšizem. Ne vem, verjetno bo spet na udaru RTV, nevladniki. To je zdaj že jasno, je napovedana parlamentarna preiskava. Spet bojo ljudje na ulicah, spet bo solzivec, spet bojo vodni topovi. Ne vem, tudi če ne bo Hojs notranji minister, tako po mojem se bo spet dogajalo. In duške se bojo seveda dali na družbenih omrežjih, tako da jaz verjamem, da bo se ta animoznost in ta kreganje, ta razkol slovenski, to večno prepiranje in zmerjanje, da se bo to še potenciralo, ne? Ja, to je zelo možno, zato je mogoče Robert Golob, to je treba reči, pričakoval, da bo rekel, del teh kapitalskih struktur, ki so ga seveda zdaj pomagale se streliti z oblasti, ali pa vsaj pomembno omejiti, torej Golobo se je poslanska skupina kljub volilni zmagi precej skrčila, morda pa je vseeno računal, da bodo ravno v izogib določenim družbenim in socialnim nemirom, da bo ta kapital nekako pritisnil v smer vlade 2+2, torej neke mešane koalicije, da bo uspel nekako tudi Logarja in Vrtovca spraviti za pogajalsko mizo z Golobom, mogoče SD-jem, to govorimo tako imenovani 2+2 koalicije. To pričakovati je iluzorno, zato ker kapital o tem ne razmišlja. Kapitalisti, direktori, menedžeri niso intelektualci, niso sociologi, antropologi, politologi, ki bi o tem razmišljali. Sam si ne želijo, da v državi non-stop vsak petek zaposleni kolesarijo. Pač, o tem ne razmišljajo. Mogoče jim ni všeč, mislim, gotovo jim ni všeč to, radi vidijo zadovoljne ljudi, ampak jih niso sposobni tega predvidevati. Kapital se je zelo angažiral proti Golobu, to je dejstvo. Ves čas so opozarjali, češ da Levica
vodi to vlado in tako naprej. Ampak na drugi strani pa bodo nekako seveda ne, bom rekel, za neke višje cilje, lastne seveda, torej cilje te strukture prebivalstva, stisnjenimi zobmi verjetno podprli tudi, bom rekel, zelo desno vlado v Sloveniji najbrž, ne? Ja, vse so jo, ne. Ne vem, če s stisnjenimi zobmi, to bi skoraj dvomil, ne. Hotel sem mogoče, da se... Kapital je ne vem, če si kapital želi Stevanovića v vladi, ne, z njegovimi dosedanjimi eskapadami, z njegovim track recordom, kapital se želi Rusija, videti, antivakserstvo, izstop iz WHO-ja, referendum o NATO in tako naprej. Ta menedžersko-gospodarski sloj se veseli izvolitve Stevanovića ne samo zato, ker je pač verjetno omogočil nastanek desne vlade, ampak ker špekulirajo, da bo on nekakšna marioneta, ne, ki bo pač skozi državni zbor spravil to, kar bojo ta veliki, ta glavni playerji pač predlagali. V bistvu je res, njegov gospodarski program je zelo neoliberalen, ne, podpira seveda vitkejšo državo, nižje davke in tako naprej in tako naprej. V tem smislu je uglašen in nenazadnje je njegov telefon bil na sestanku z enim izmed zelo vplivnih in bogatih Slovencev, ne. Ja, no, 3/4 tega programa resnice je neuresničljiva, ne. Ja. Ker mislim, s tem se to lažiš, ne, da itak ni uresničljivo to, ker si rekel, se ne bo šel v Moskvo, ne, čeprav je rekel, ne. Ko pridejo na oblast, čez so pa naenkrat bolj normalni, tako za Meloni so vsi pravili, oj, grozno, zdaj pa vsi pravijo, pa se je nekako obtesala v tej funkciji. Melonijeva je spretna, ona zna igrati to dvojno igro, ne. Na eni strani miri italijanske desničarje s takimi bolj konzervativnimi stališči, po drugi strani pa zna ekvilibrirati v Bruslju s takimi zadevami, ne. Drži. Ja. Ok, glej, če sva zdaj desnico kar obdelala, ne, dajo še levico, ne, oziroma levico z malo seveda, ne, levo sredino. Ok, Goloba sva malo že omenjala, ne, zdaj, kaj bodo njegove naslednje poteze, bomo videli nekako. Po tem šoku za Stevanovićem se vidi, da so šli malo v neko ofenzivo, v nek premislek, v neko opozarjanje, v bom rekel, ogromno gneva so zlili nad tem, kar se jim je zgodilo. Zdaj nekaterim Janšem je privoščljivo, da ne znate šteti, ne, to se je že večkrat pokazalo. Potem levica, ne, na neko pričakovanih pozicijah, bom rekel, po volilnih, medtem ko SD je precej realno in realistično sprejel novo politično matematiko. Torej, Han je že, preden se je zgodil Stevanović, rekel, pa saj desnica ima svojo vlado, tako rekoč, v bistvu na dosegu roke, ne. Kako vidi zdaj stanje torej, v tem delu političnega prizorišča? Ja. Levica, oziroma cel ta levi pol, ne, se pravi Svoboda, Levica in SD, se bojo morali naučiti, kaj pomeni biti v opoziciji, ne. In kar je najbolj paradoksalno, da ne rečem ironično, je to, da tega se lahko najboljš naučijo od Janše. Ne. Pač Janša je star maček, ne, skoraj vsi SDS-ovci so stari mački, razen tega podmladka, ki so mladi mucki, ne, in ki jih lepo vzgajajo, da bojo nadaljevali to svetlo tradicijo slovenskega desničarstva, ne. Ampak in oni znajo, ne. Biti v opoziciji, tak, vse so bili dosti let, ne. Seveda, ne. Vaja dela mojstra. Oni znajo in vse te metode od interpelacij do raznih intervencij, ki jih je Svoboda doživljala, oziroma cela ta vlada v zadnjih 4 letih, to so metode, ki jih bojo oni morali prevzeti, ne. Kar seveda, mislim, če rečem, da se morajo učiti od SDS, ja, seveda, ne, od bivše opozicije, ne. Seveda se morajo učiti, ampak to seveda bi bilo dobro za njih, ne, za državo oziroma za parlament, pa
To ne bo dobro, ne? Ker bo celo zadevo še bolj radikaliziralo. Ne? Parlament bo še bolj postal neko kreganje. Ne? Vlada bo še bolj nepriljubljena v vsakem primeru, ne glede na to, ali bo sprejemala neke nevarne, nepopularne odločitve ali celo kako, ki bo državljanom všeč. Ne? Se jih je tudi prejšnja vlada sprejemala. Ne? Vsi smo bili srečni, ko smo dobili tiste bone nesrečne, ne? Od Počivalškove, pa take neumnosti. Pa slušalke. Pa slušalke, pa ne? To, ne? Ampak no, kot to tudi levica že ve, ne? Da ljudje, volivci niso hvaležni, ne kažejo nobene hvaležnosti. To je definitivno res, to si večkrat tudi v najinih preteklih pogovorih dobro poantiral. Ampak glej, SD in levica seveda imata neko izkušnjo opozicije, tudi Svoboda je nastala kot stranka za vladanje. A si ti predstavljaš torej Roberta Goloba, če in komu ne bo uspelo, torej se nekako v 2.0 Golobovo vlado sestaviti, da bo on šel v državni zbor in ne, Janša itak ni na sejah, sedi v pisarni, ne, in vse nadzoruje in potem pač preko Twitterja treska. Ne. Si predstavljaš Goloba kot liderja opozicije? Ne. Ne predstavljam si Goloba. Kaj se bo torej zgodilo s Svobodo? Sploh si ga ne predstavljam kot poslanca, še tem manj kot opozicijskega poslanca. Ne predstavljam si ga kot poslanca, ki bi dvigoval tam roko, se priglašal k besedi in postavljal predsedniku vlade neprijetna vprašanja iz opozicije. Ne? To ni ta, on skozi govori o tej svoji zmagovalni mentaliteti, ne? On ni narejen za luzerja, ne? On mora biti zmagovalec, ne? In zdaj pač bo imel probleme, ne? In z njim cela Svoboda. Ne? Ostali, ki niso toliko izpostavljeni, bojo, ne vem, kaj že ta, ko je bila zdaj predsednica vodja poslanske skupine, ne? Pa Nataša Bogovič. Ja. Pa Lenart Žavbi. Pa dobro, oni še bi, se mi zdi, Žavbi se bi še znal v opoziciji, po moje nekako pozicionira, se rad prepira z Mahničem. On se rad prepira, ja. In tako dalje, ampak kaj torej bo Svobodo, če... Parlamentarna mularija. Kaj bo Svobodo, če ne bodo več na oblasti? Bo to razpad? Razpad. Dobro, to je kar radikalna stvar. Čeprav Golob je vmes omenjal. Neke informacije za zaprtih vrat so bile, da se bo v tem primeru pač preselil v parlament in bo poskušal biti vodja opozicije, oziroma bo. Meni je rekel takrat, da ima on ponudbo iz tujine. Ja, sej. To si predstavljam. Ampak po svoje, gledaj, volilni rezultat, seveda, volivci so naredili eno zanimivo potezo. Niso odstavili Goloba, ampak so mu toliko zmanjšali, seveda, njega in partnerje, da ne more več sestaviti. Ja, ampak to ni bila zavestna. Se strinjam, ni bila zavestna. Ampak, a ni za levico, torej, ki je glede na 2022 zdaj išla iz teh volitev toliko zmanjšana, toliko oslabljena, na nek način bolje, da se gre prečistiti in premisliti o sebi v opoziciji, pri čemer pač oni opozarjajo, ja, v redu, gremo, ampak v tem primeru se bomo pa 2030 zbudili v neki novi Orbanovi državi, ne? Čeprav Orban je vmes padel na Madžarsko. Ja, ne vem. To, ko si prej rekel, ne? Levica pa socialni demokrati znajo biti v opoziciji, ne? Imajo s tem že izkušnje. Ne ful, ne? Ampak dejstvo je, da ta levi pol, ne? Če hoče sploh preživeti kot celotna levica, da tako rečem, levi pol, ne, rabijo pa Svobodo vseeno, ne, oziroma nekoga, ki bi, ne, sama levica in socialni demokrati niso dovolj za neko omembe vredno levo politiko v Sloveniji, ne. Tako da oni rabijo to, ne. Tako da jaz mislim, da če bo, da bo Svoboda na naslednjih volitvah, kadarkoli že bojo, čez 4 leta ali mogoče prej, klavrno pogorela,
tako kot nekoč LDS, potem, ko ni bilo več tako rekoč nikogar, ne, ko so šli ven ali drugam. Tako da Torej- bo verjetno nastalo spet nekaj novega, bojo spet začeli prihajati neki novi obrazi. To se bo tudi po mojem generacijsko že poznalo. Aleksander Veliki, Koga misliš? je Čeferina. A ja, On je večno v igrah, pa večno ne. Ja. Šef UEFA vedno reče, da ga ne bo v slovensko politiko in ga ne zanima, ampak na neki točki pa se kot Deus ex machina ponovno pojavi v razpravah. Ne. Kaj pa, če bo on mogoče Ja. kandidiral na neki točki? ne vem, no, sej po mojem ni tako neumen, da bi se v to spustil, ne, mogoče so to pobožne želje marsikoga. Je pa res tisto, da ne vem, ne, tako kot Golob, ki je sicer že prej bil tipal politiko malo od znotraj, ne, Ja, je bil potem neki državni sekretar. pomembni možje udarjajo po mizi in rečejo, zdaj pa dovolj tega, zdaj pa moram pa še jaz nekaj narediti in se pojaviti kot odrešenik uboge domovine, ki ječi pod desno peto. Mislim, zdaj, če bo torej ta vlada sestavljena, ne, pod Stevanovićem v taki ali drugi agregatni obliki, ne, ali bo on to nek zunanji partner te vlade, ne, ker še vedno trdi, da on ne gre ne v Golobovo, ne v Janševo vlado, in spet ne o tem, to nisva pozvala, smo malo na ta famozni, ne, tretji blok, ali kako so se zdaj poimenovali, ne. V vsakem primeru bo ta vlada verjetno precej nepredvidljivo nestabilna, ne? Ker ne znam si predstavljati neke stabilne vlade, ki ima za pomožno kolo resni.co, ne? Prosti, a si že videl kdaj nestabilno desno vlado v Sloveniji? Ja, videl sem manjšinsko vlado, ne, ki je bila precej naporna, zadnja Janševa vlada. Ena Janševa vlada torej pa je padla, ne, na KPK poročilo. Ne, No, tako da je bila, dobro, to so bile zunanje intervencije. Ne, ampak, medtem ko tista prva vlada je pa bila relativno stabilna, čeprav je potem zgubila volitve. Ne. Ja, seveda. Ampak hočem reči, da če je desnica res inštalirala s to kravjo kupčijo Stevanovića na čelo parlamenta, potem bo pač on moral to nekako plačevati, ne, odplačevati ta To je jasno. politični kredit, ki Ja. ga je dobil. Ne. In verjamem, da tudi zato mislim, da Stevanović je daleč od tega, da bi uresničil da bi resnica uresničila vse te zadeve, ki jim grejo po glavi, ne, ker jih ne bojo mogli, ker bojo pritisnili na resnico, ki je že itak najmanjša stranka, predsednik parlamenta gor dol, in ta vlada bo stabilna in bo plesala tako, kot bo rekel šef. Ne šef Ve se vlade, pa, kdo je ne, šef, ne. Šef parlamenta. ne. To. Ja, jasno, valjda. Tako da ta vlada bo stabilna. Če bo desna, bo stabilna. Če bo pa leva, bo pa nestabilna, ker levica pa bo rabila toliko ne levih elementov, ne, to, kar, Ja. o čemer so Da fantazirali bodo že od konflikti začetka. že vgrajeni v osnovi, v Konflikti temelju. bodo v to vgrajeni in vprašanje, če bi dočekala konec tega mandata. Ne. Okay. Ja, se recimo na desnici pravijo, ne, volivci so večinsko volili v desno, zaslužimo si to priložnost, ne, in mogoče je res seveda tako, ne. Ampak ne umenost Orbana, ne ta strah, ki ga pač in ne samo slovensko, bom rekel, levičarsko telo, ampak bolj, bom rekel, liberalno, tudi sredinsko ima, ne, da bi pač dosedanji, bom rekel, Orbanovi zvesti partnerji tudi v Sloveniji poskušali na ta način reformirati državo in celoten ustroj, kot je to uspelo Orbanu v 16 letih, kolikor jih je preživel na čelo Madžarske, in ga je sedaj v bistvu novi val, pa še to njegov nekoč tesen zaveznik, celo učenec pravzaprav odnesel. Ne. Torej, skrajno desnico, populistično, avtoritarno desnico, ne pod šifro Orban je od
odnesla, bom rekel, nekoliko manj skrajna desnica, torej desna sredina, ne, milejša različica Orbana. Ja. No, mislim, da je ta Orbanov poraz zelo prepričljiv dokaz, ne, da Janša nikoli ni bil Orban. Ne? Če bi bil Janša Orban, bi tudi on bil 16 let na oblasti. Ne? Ker bi res si podredil televizijo, ne, tako sodstvo, spretno, nespretno, kot je to počel v prejšnjem mandatu, ne, niti ne tako agresivno, krivosodja že zdavnaj ne bilo več, ne, če bi bil Janša na oblasti dlje časa kot vsake toliko en mandat ali pol mandata. Ne. Tako da Orbanov poraz je dokaz za to, da Janša pa le ni bil tak kot Orban, ne, oziroma ni. Ne. Po drugi strani je pa tudi res, da tudi čeprav je Madžar njegov učenec, ne, da tako rečemo, je le normalen, ne iliberalen politik. Ne. On je pač nek zmerno konzervativen, rahlo desen politik. Mainstream desničar. Mainstream desničar in on je nekaj takega, kar česar v Sloveniji sploh ne poznamo. Takih politikov mi nimamo. To bi lahko bil mogoče Logar, ne? Ampak ja, Logar, te paralele so se zdaj pojavljale, ampak so se kar malo tako, so malo smešne. Ja, smešne so zato, ne, zakaj? Logar se ni nikoli direktno skregal z Janšo, ne? Nikoli se ni od njega direktno distanciral, kot se je Madžar od Orbana. Ne? In očitno je to edina taktika, da poraziš nekega samodržca, da tako rečem, po 16 letih ječanja pod peto. Ne? To imaš rad, to pod peto. Ja, taka leta metafora. Veš, kaj me zanima, Marko? Povej, ti si malo dlje si že na svetu in v novinarskem kot jaz, ne tako zelo, ampak ja. Malo. A se ti spomniš volitev, ki so vsi tako spremljali, gledali, veš, tujih volitev, ne, da je v Sloveniji bilo ful ono, ja, kako bo na Madžarskem, pa gledali smo ono žurko, ne, na Donavi in sem in tja, ne, to, veš, tudi, bom rekel, slovenski mediji, ne, z Večerom vred smo pošiljali tja reporterje, naredimo reportaže. Ko je Orban prvi zmagal? Ne, zdaj, ne, če se spomniš, ne, zdaj, velika pozornost, da je bilo zdaj tako neke volitve v tujini, v neki državi, da so bile tako spremljane s takim hajpom, s takim pričakovanjem. In potem, bom rekel, tudi veš, slovensko politično telo, ne, to so bile čestitke, pozdravi in tako naprej. Prvič, danes je vse bolj zanimivo. Ja. Mediji rabijo več štofa in tudi iz indirektnih zanimivosti za Slovenijo indirektnih naredijo večjo zgodbo. Ne. To je dejstvo. Ne. To je tako kot ko je, ne vem, umrl Freddie Mercury ali pa Frank Zappa, ni bilo nekih strašnih novic. Danes tisti slovenski tabloidni mediji objavljajo tako rekoč nekrologe za vsakim XY, ki je nekoč bil v nekem svetovno znanem bendu. Ja, samo tu gre za volitve. Kdo je umrl. Torej ti to samo pripisuješ temu. Poznali njegove hite. Ja, tako, ja. Jaz jih nisem. Ampak ti pripisuješ dobro novi medijski realnosti. Ampak vseeno, ta Madžarska je očitno postala res taka neka zgodba, neka trdnjava znotraj Evrope, če tudi imaš nedaleč stran, Češka, Slovaška, Poljska. Malo sem pretiraval s to medijsko zanimivostjo, ker dejstvo je, da o madžarskih volitvah so pisali vsi svetovni mediji, ki nikoli ne bi posvečali temu takšne pozornosti, če ne bi šlo za Orbana, ne, in za vprašanje, ali bo končno ga nekdo detroniziral ali ne. Ja. Ne. To je dejstvo. Od ameriških do evropskih, britanskih in verjetno še dlje. Ne. Tako da, ja, ne, v tem je seveda to je tudi posledica tega
prastrahu levo-liberalnega pred vzponom desnice, ne, ki je bil Orban trn v peti, ne samo Madžarom, ampak tudi politični madež na obrazu Evrope, Špilferderber in tako naprej, ne edini sicer, imamo še Poljake, Slovake. Mene je tudi zanimiv fenomen to, zakaj to ravno se dogaja v vzhodni Evropi, ne? Predvsem v vzhodni Evropi. Ja, postsocialistična Evropa. Postsocialistični, ne? To je dosta žalostno dejstvo, da se dogajajo take stvari ravno tam, kjer smo se borili za demokracijo. Tam, kjer so ječali pod peto komunizma. Ta tvoja peta. Super. Veš kaj, zdaj bomo morala počasi postaviti piko, ampak vseeno, veš kaj bi pa dokončno. Dokončno, ja, vedno. Ful mi je zanimivo res v tem povolilnem času, pa ne samo na primeru Madžarske, ampak sicer to tovarno zarečenega kruha, ta priljubljen izraz, ki ga en slovenski politik lansiral že pred časom, ne, spremljati, kako zdaj recimo slovenska politična levica pozdravlja v bistvu prihod torej nove desne madžarske vlade, ampak to še nekako celo mogoče razumem, ker tista šlo za neki bolj, bom rekel, avtoritarni populizem. Zdaj ta niti ni Madžar, on je Majar. Ja, ne, obljublja neko torej obljuba je to v bistvu obnove demokracije, čeprav ne bo zelo enostavno. Ker na drugi strani pa mi je fantastično spremljati, ne, seveda vse te akrobacije, s katerimi SDS-ovi vojščaki, ne, ki so nekoč, veš, ne samo medijsko, ampak tudi sicer opozarjali pred nevarnostjo ruskega Stevanoviča, ne, zdaj slavijo to v državnem zboru. Skratka, ti obrati politični, ne, to je fantastično. Ne. Obrat to vrvohodstvo desnice zdaj ob Madžarjevi zmagi je res smešno. Ne? Ni pa toliko v bistvu smešno to, da aplaudira levica, ne? Ker dejstvo je, ne, da Madžar je zmagal zato, ker je bil anti-Orban. Ne? In ta anti-orbanizem je Slovencem, ki prisegajo na anti-janšizem, zelo blizu in zato je pač logično, da zdaj pač ploskamo temu. In logično je, da tisti, ki so tvitali o tem, kakšen petokolonaš in ne vem kaj vse, Stevanovič danes pozdravljajo, da je on novi šef hrama slovenske demokracije. Ja, nekoč je bil državni zbor, nekoč je bila slovenska politika, danes pa imamo to, kar imamo. Marko Crnković, dokončna pika, seveda ni dokončna, za danes morda dokončna, hvala lepa. Danes, ja. Povedala sva, kar sva si mislila, v neki drugi oddaji bi rekli, zdaj veste, midva tega ne bova rekla. Veste pa, da se vrnem čez nekaj sekund, čez nekaj propagandizma, ne? Kaj boste brali večer v soboto in večer v nedeljo? Poslušajte, berite in klikajte Večer za vikend, ker smo z vami in za vas tukaj vsak trenutek. Kaj bomo brali večer v soboto? Lik in delo predsednika državnega zbora. Funkcija predsednika državnega zbora, ki je nastala kot simbol državotvornosti, se je skozi desetletja vse bolj politizirala. Izvolitev Zorana Stevanoviča v vseh pogledih predstavlja prelom z dosedanjo politično prakso. Matej Grošelj je analiziral, kako se je funkcija spreminjala in razvijala skozi čas. Izobraževanje je ogromen sistem. Otroci, učenci, dijaki imajo vsi svoje družine in zato je to tudi sistem, skozi katerega lahko relativno hitro dosežemo veliko število ljudi. In to se pozna na številnih pritiskih na šole. Imamo stalne pritiske po uvedbi novih predmetov, po izvedbi takih in drugačnih delavnic, po vstopu takih in drugačnih strokovnjakov. V intervjuju za Večer pravi direktorica Zavoda Republike Slovenije za šolstvo Jasna Rojc. Z njo se je pogovarjala Franja Žižt. Kako se je volk vrnil na Pohorje, kako živi in kako bodo z njim živeli ljudje. Pa tudi o tem, zakaj na Pohorju pretijo zveri čisto druge vrste, namreč bolj motorizirane narave. Na Pohorju te bo prej kdo zbil z motorjem, kot ovohal volk, pravi Izidor Cojzer, enciklopedija pohorskih gozdov. Na Osankarici in ob Črnem jezeru je volka iskala Andreja Kutin. Preselimo se še večer v nedeljo. Slovenci ne vejo, v kako udobni plitvini živijo. V svojih delih
pogosto prepleta osebno izkušnjo z univerzalnimi temami, ob tem pa Brina Svit ostaja pronicljiva opazovalka sodobnega sveta. Vse to drži tudi za njen novi roman Adios, Buenos Aires. Iz tovarne orožja že dolgo ni šampanca. Arsenalovo sprehajanje med popolnostjo in mentaliteto poražencev je navijačem slovitega nogometnega kluba iz Londona prineslo 22 let bolečine. Se lahko v nedeljski bitki za Anglijo približa koncu tega prekletstva? Življenje te pelje tja, kamor moraš priti. Gordana Grandoše Guidon je plesalka, koreografinja, oblikovalka in ustvarjalka z izjemno širokim razponom interesov. Govori o partnerstvu z Avstralcem Trentom Guidonom, življenju brez otrok, ljubezni do psov, plesu na Broadwayu, modi, kmetiji in ustvarjalnem nemiru, ki jo žene naprej. Naj ustvarjalni nemir ta vikend žene naprej tudi vas. Berite in izberite Večer. Se vidimo, se slišimo in se beremo.